Še pred pol stoletja je veljalo, da gluhi od rojstva ali kasneje oglušeli ne bodo nikoli več slišali. Toda alžirski zdravnik André Journo in njegov francoski kolega Charles Egire sta 25. februarja 1957 uspela slušni živec spodbuditi z električnimi impulzi. Ker je bila njuna ugotovitev osnova za nadaljnji razvoj medicinsko-tehničnega pripomočka, danes znanega kot polžev vsadek oziroma kohlearni implant, na ta datum obeležujemo Mednarodni dan polževega vsadka. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so tovrsten poseg prvič izvedli marca 1996. Do zdaj so v UKC Ljubljana in Maribor uspešno implantirali že prek 300 gluhih oseb, po svetu pa je že, po ocenah proizvajalcev, več kot 250 tisoč uporabnikov polževega vsadka. Med njimi so tudi naši sogovorniki, ki si življenja brez njega ne znajo več predstavljati. Polkokate uporabljam že 9 let in mislim, da je razlika zelo velika. Prvo leto, ko sem uporabljal polkokatek, sem opazil, sem enkrat v koktu opazil, da slišim ptičje petje. To je tako velika razlika, da samo zaradi tega se vplačalo med bolje slišim, recimo promet bolje slišim, ljudi okrog sebe, zvoke v okolici. Besedo pa še vedno težko razločim. Zato na primer še vedno ne morem telefonirati ali poslušati radio. Darja, počakajte. Živjo, Darja. Živjo, Darja. Kaj? Si imela dolgo pot, že sem. Ne. Jaz sem se odločila za operacijo, ko mi slušni aparat ni več služil dovolj, ko sem imela onemogočeno v bistvu komunikacijo, predvsem pa komunikacijo v službi. Na samo operacijo se pač pripravljala tekom preiskav, ne. Bilo je pač, bom rekla, dosti neprijetno, ker dejansko nisem ničesar slišala, ko sem hodila na različne preiskave in so mi dajali informacije in jih nisem razumela. Potem sem sama brskala za informacijami in sem posledično tudi ugotovila, da je dejansko ni zbranih informacij, kako pa do polževega vsadka, tudi teh čisto splošnih, koliko časa boš odsoten iz službe, kaj se ima, te bo kaj bolelo. Da bi se potencialni uporabniki in njihovi svojci lažje seznanili z možnostjo pridobitve polževega vsadka, je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije izdala informativno zloženko. Pripravila jo je naša sogovornica Darja Pajk, ki je na socialnem omrežju tudi moderatorka skupine Polžev vsadek. Ja, drugače na zvezi, pa poslali smo na klinike v Maribor, v Ljubljano. Zdi se mi pač smiselno, da je povsod tam, kjer dejansko ljudje prihajajo do odločitve, da vidijo, kaj jih dejansko čaka. In toliko je možnih komplikacij, kaj če bi bil problem v uporabi obraznega živca, kaj če ne bi mogla več uporabljati jezika, karkoli, marsikaj gre lahko narobe. Tako da ja, vendar so me potem pripričali, za kar sem zelo pač hvaležna doktorju Grosu in ekipi. Letno se v Sloveniji rodi okoli 15 gluhih novorojenčkov, kar ugotovijo s takojšnjimi presejalnimi testi v porodnišnici.
Otroci imajo prednost pri operativnih vsaditvah polževega vsadka, a daljših čakalnih dob na operacijo ni. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije krije stroške operativne vsaditve polževega vsadka enega od 3 proizvajalcev: Medela, Cochleara in Advanced Bionicsa. Preostali proizvajalci na slovenskem trgu niso prisotni. Po posegu, ki običajno traja 2 do 3 ure, sledi dolgotrajnejša rehabilitacija govora in poslušanja. Se spomnim, naprimer, dela z mojo surdopedagoginjo in z družinskimi člani. In v bistvu v vsakdanjem pogovoru sem mogla vedno znova se naučiti in besede in prepoznavati določene besede, da je to že obstajalo, da moja slušna slika že obstaja. V tem smislu, ja, rehabilitacija je dolgotrajna, vendar se izplača. Jaz sem zelo dobro rehabilitirana oseba, moram reči. Imam to srečo, mogoče tudi zato, ker sem uglušela v odrasli dobi in imam bogat slušni spomin. Pa tudi zelo, rekla, pridna učenka sem bila v času rehabilitacije. Zdaj dejansko, ja, ločujem zvoke, še vedno kakšnega ne prepoznam, ne vem, kaj je, povprašam, moti me pa, rečemo, pogovor v hrupu, tam pa še vedno ne zmorem, rekla, selekcionirati zvokov. Tako dočim na dosti velike razdalje, pa zdaj slišim, tudi slišim za sabo, tudi v avtu slišim in razumem, če mi kdo govori za mano. Teja, ki polžev vsadek uporablja 10. leto, pogreša več informacij o pravicah uporabnikov polževih vsadkov. Prav tako meni, da bi bilo poleg medicinske in govorno-jezikovne rehabilitacije zelo dobrodošlo svetovanje uporabnikom in svojcem. Nenadna izguba sluha je potekala zelo na tak krut način, iz naglušnosti, torej iz osebe, ki uporablja slušni aparat, sem dejansko prišla na stopnjo popolno obojestranske gluhote, kar pomeni, da je bil to tako šok in za mene, za mojo družino, ter tudi za okolico, ker niso vedeli, kaj se z mano dogaja. Se mi zdi zelo pomembno, da se v prihodnosti, da se osnuje tudi nekakšna psihološka in psihoterapevtska pomoč oziroma podporna pomoč družinam, svojcem in osebam, ki pridobijo izgubo sluha naknadno ali pa mogoče tudi ob rojstvu, ker mislim, da je premalo psihološke podpore družinam, ki se jim mogoče rodi gluh otrok, in to je zelo velik šok. Naši sogovorniki so z leti svojo okvaro sluha sprejeli kot nekaj normalnega. Še vedno pa so situacije, ko so odvisni od tehnologije. Jaz sem sama sebi popolnoma normalna, brez kakršnih koli ovir. Dejansko je tisto, da se počutim naglušna oseba in ne gluha, to je moja osebna identiteta, vendar je pa res, da v bistvu svojo oviro največkrat občutim šele takrat, ko aparata nimam, torej ali ko se mi sprazna baterija na aparatu, ali pa ko grem spat in si ga moram seveda dati dol, ali pa ko grem naprimer v kakšne toplice in ker ni vodoodporen. In potem se zgodi, da šele ob takih momentih občutim svojo oviro, da zdaj pa res ne slišim, in sem vezana na to, da odgledujem iz ustnic ali pa tako.
na tak način, šele ob takih momentih se počutim res gluha, ne. Sogovorniki se strinjajo, da bi bilo življenje brez polževega vsadka neznosno tiho in da je bila to prava odločitev. Moram reči, da mi polžev vsadek omogoča popolnoma normalno življenje 25-letnice, kar pomeni, da lahko grem na primer v klub žurat in slišim muziko, glasbo in lahko plešam na glasbo. Lahko se pogovarjam po telefonu, kar mi polžev vsadek to omogoča. Lahko se normalno pogovarjam. Ja, jaz bi se absolutno še enkrat odločila. Se sploh ni bilo razmišljanja o tem, se odločim ali ne. Ker takrat, ko ne slišiš, je to edina možnost. Trenutno je to edina možnost. Verjamem, da bo tekom leta še kaj drugega na voljo. Sigurno bi se še enkrat odločila.